ter profesorico Mileno Milevo Blažič iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, katere raziskovalni fokus je mladinska književnost, da nam predstavi podobo otroka v slovenski mladinski književnosti. Lep pozdrav, se zahvalila poštevnika na dvema letoma opomnil oziroma povabil organizatorji, ki so zelo prijazni in tematika je izvrstna in svetovna tematika. Tudi zato, ker bo Ljubljana enem do 3 let odprla recimo temu muzeju otrok ali muzeju otroštva, tudi zanimivo je prišlo do konvergence različnih dejavnikov. V prvem delu svoje kratke predstavitve bom vsebinsko zanimiva, bom suhoparna literarno-zgodovinska, v drugem delu bom pa aktualna in zelo literarno-kritična. Mogoče, ker obravnava recimo temu tisočletje slovenske literature, podobno kot je profesor Matjaž Kmetzer imenoval, me je zanimalo, kako sodobni otrok, kako nastane mladinske književnosti, ki je moje osrednje področje pravzaprav in je nastala sredi 19. stoletja, leta 1848, revija Vedež in Prelomnica. Koliko stoletij je bilo potrebno, da se razvijajo različni koncepti glede otroka in otroštva? Za ponazoritev tukaj imate kratko etimologijo besed profesorja Franceta Bezlaja in Marka Snoja. Mogoče zanimivo je, da je definicija negativna. Je tisti, ki ne govori otrok, ki nima govora, ki ne zna ali nima pravice govoriti. Ker v bistvu vidite, da je perspektiva hierarhična in da gre za diskurs dominacije, kaj otrok nima, ne pa posodimo, kaj pa otrok ima in kaj so njegove značilnosti. Najbolj zanimiva metafora, da je otrok stranski poganjek pri prosu, kar je lepa metafora. Ta čas, ko študiram podobo otroka, sta se izkristalizirali 2 pojmovanja. Idealizirana podoba otroka in otroštva in resnično pojmovanje otroka in otroštva, ki pravzaprav ne sovpada s to idealizirano podobo. Zanimalo me je pravzaprav, kako ali je sploh otrok omenjen v obdobju pismenstva v slovenski književnosti. Kot vidite, v brižinskih spomenikih so omenjeni predvsem moški in pravzaprav je sinovi, sin pa sinovi družinsko, da je patriarhalna kultura, srednji vek in je omenjena od ženskega spola samo Marija. Naprej gremo celovški rokopis. Otrok je omenjen kot sad, kar imamo še vedno v slovarju slovenskega knjižnega jezika, sad tvojega telesa, pa sin edini. V stiškem rokopisu so omenjeni otroci, te Eve, oziroma Evini otroci, in ta metafora sad tvojega telesa je pravzaprav nekje konstantna. Pomembno prelomnico najdemo v črnevskem rokopisu, ker je prvič omenjena, verjetno še kje, ampak do sedaj najdena omemba hčerka. In hčerka se omeni 2-krat, enkrat z imenem, enkrat kot splošni samostalnik. Največjo prelomnico pa dejansko naredil v obdobju starejše slovenske književnosti Primož Trubar. Opozorila bi vas mogoče na eno distinkcijo pri abecedariju, pa kasneje tudi katekizmu, ker vključuje tudi didaktiko književnosti. Trubar piše za otroke zabrati in naučiti. Mi bi temu rekli v jeziku sodobne književne didaktike ali didaktike input. Kasneje pa Primož Trubar gre v bistvu nabrati in opisati. Torej ne samo na input, ampak tudi output. Torej ne samo sprejemanje jezika in književnosti, ampak tudi tvorjenje, kar je pravzaprav recimo temu teoretičen pogoj za kreacijo.
tukaj sem tudi pravzaprav napisala, kako geneza otroka poteka počasi, vendar poteka. In se otrok iz starejše slovenske književnosti, ki je v bistvu v podnaslovu, postopoma potrebuje 50 do 100 let, da se preseli iz podnaslova v naslov. Da se otroci mladi preprosti Slovenci, kasneje pa že v naslovu otročja Biblija, otročja tabla in tako naprej. Kvalitativen premik na tem področju je pa dejansko novoveški koncept, ki ga je vpeljal Primož Trubar. Ta podatek sem našla pri danes že čezmeni monografiji. Primož Trubar je leta 1575 v katekizmu z 2 izlagama dvakrat omenil besedo igra in igrača. In tukaj pravzaprav vidimo teoretično možnost, kasneje pa tudi praktično možnost, da se začne razvijati novoveški koncept otroka, ker otrok ima pravico do igre in igranja, pa še nekaj, starši so otroke začeli obdarovati. In to je pomemben kvalitativni premik in pravzaprav precej čustev je v Trubarjevih besedilih, predvsem v katekizmu z 2 izlagama. Zanimivo podobo otroka ima tudi Marko Poklin v svoji monografiji, ampak bo šla počasi naprej. Premik k pojmovanju otroka in otroštva, predvsem prelomnica, kdaj je nastala slovenska mladinska književnost, je pa dejansko revija Vedež, ki je začela izhajati 1848 leta in to je prva posvetna revija za otroke. Splošna revija, ki kasneje leta 1871 dobi literarno prilogo, to je revija Vertec ali Vrtec. Ker je bilo v 19. stoletju ali v drugi polovici 19. stoletja nespodobno za avtorja, da pišejo za otroke, da kažejo čustva, so se ti avtori tako kot Fran Levstik podpisovali psevdonimi, ali so bili anonimni, ali so si celo dajali ženska imena ali umetniška imena. Prva, recimo, avtorska pesem je Otročje igre v pesnicah, ki v reviji Vrtec objavil Fran Levstik, tukaj samo z inicialkami. Ena zanimivost. Vidim, da smo interdisciplinarna družba. Župančič je v času vojnosti iz leta 1899 objavil ciklus otroških pesmi. Torej, pesmi za otroke in tako naprej so bile dodane pesmi za odrasle. Eno leto kasneje pa naredi prvo avtorsko pesniško zbirko za otroke. Zdaj le počasi gremo v novejšo sodobno slovensko književnost in pogledajte, kako je otrok in otroštvo prikazovano. Tukaj imamo 2 ilustraciji, iste ilustratorke za isto književno besedilo. In kot vidite, kako je podoba otroka, deklice, Bogdanke prikazana na prvi ilustraciji, Jelke Reichmann, čisto tako mogoče realistično, problemsko, in kako na drugi ilustraciji imamo, temu v literaturi rečemo eufemizacijo ali olepševanje problemske podobe otroka in otroštva. Tukaj imamo tudi, začela bom govoriti o senčni in sončni podobi otroka in otroštva in kako se nekje do 60. leta drugače kaže podoba otroka in otroštva. In tukaj imamo izjemno kakovostnega slovenskega mladinskega pisatelja, sicer hermetičnega, Nika Grafenauerja, ker si izmisli tudi Petno carstvo in tako naprej, sicer to temelji že prej Levstik z najnih ojcov, potem Župančič s Cicipanijo in tako naprej. Poglejte, kako je sladkosnedstvo, Pedenpet ima pravico do prenajedanja. In tukaj v bistvu, mogoče se vas zdi malo smešno, ampak to je prva slikanica, ki pravzaprav obravnava gastronomsko utopijo ali napoveduje motnje hranjenja. Ki so v prvi ilustraciji, pogledajte, kako so prikazali, kako v drugi, kot recimo nekaj pozitivnega. Avtorica, ki je nažalost prezrta, je žal Saša Vegri, ki problemsko obravnava podobo odraslega preko mladinske književnosti
In pravi, da recimo, da odrasli menijo, da je dobro pretepati majhne ljudi in to ne bi bili otroci. Žal je odrasli ne čislejo tako, kot zasluži, zato ker je kritična do njih, lahko dodam kot znanstvenica neupravičeno kritična. Sončno podobo otroka je v slovensko mladinsko književnost poleg Levskega in pa dejansko prelomnica je bil Oto Živančič, stopnjeval je pa genialni, bi moral drugače reči, Srečko Kosove, ki je bil sveča prižgana z obeh koncev. In ta ilustracija Jelke Reichmann je pa dejansko ena izmed najlepših metafor v slovenski mladinski književnosti, zato ker tudi jungovsko podoba otroka je vedno povezana z zlato barvo, z rumeno barvo, soncem, sončnicami in tako naprej. Potem podoba otroka v sodobni slovenski književnosti, tukaj prihajamo od leta 1980 do leta 2012, do današnjega časa, vidimo idealizirano podobo otroka in otroštva, tukaj imamo Ano Štimpa in Ančko Gošnik-Godec. Poudarila bi tukaj, da podobo ranjenega ali jungovsko arhetip ranjenega otroka izjemno opisuje Svetlana Makarovič v številnih svojih pravljicah z neantropološke perspektive, celo izumi kletvico, ker opica je ena pravljica, ki govori, kako se opica spremenila in opica reče 300 Darwinov, reče človeku, poglej, kaj se z mene naredi človeka. Vendar, verjetno imate Svetlano v mislih kot avtorico, ki je kritična samo do krščanstva in tako naprej, vendar se krepko motite, ker Svetlana je kritična do vseh ideologij, zato sem dala pa tudi odlomek iz njene, recimo, kratke sodobne pravljice o levici in desnici, ker levica ali pa desnica zahtevata, ker sta sestri, da druga urežete, kar je izjemna metafora. Potem pa tudi človek, ljudje se, ki se mucek polula na zastavo in potem obresijo to zastavo za državni praznik. Torej, Svetlana je kritična do vseh ideologij, ne samo, kot se zmotno bere v časopisih do ene. Sicer njena književna besedila dejansko opisuje otroka siroto, ranjenega in recimo en tak primer je netopir Kazimir, ki ni ne ptič, ne miš. Miši rečejo, da je ptič, med ptiči rečejo, da je miš in tako naprej. Zelo zanimiva pravljica. Tukaj pravzaprav, zdaj bom kritična in vas bom zgodila. Mladinska književnost je lahko prostor samocenzure ali prostor svobode. Omenila bi književno besedilo Jožeta Snoja Škorček-Norček, ki je izvalo veliko polemik upravičenih, bom rekla. Spremno besedo je napisal Dmitrij Rupel, tematizira otroke, oziroma, če tako rečem, splav, in tematizira deželo, v kateri živijo otroci, nerojeni otroci, ki so v fantastični deželi. Drugo književno besedilo, ki je prostor svobode, mislim, da prvo besedilo zlorablja področje mladinske književnosti, ne samo, da ni kakovostno, ampak dejansko menim, da bi se v teh stvareh lahko, ker je določena perspektiva prisotna, se stigmatizira ženske in tako naprej. Drugo književno besedilo je Evanda Flisarja, ki je pred kratkim išlo, ki tematizira definitivno mir za otroke, Alico v čudežni deželi in kjer opisuje ministrstvo za sesirjene možgane. Zelo zanimivo, svetujem za prebrati. Trendi v sodobni mladinski književnosti, ne samo slovenski, ampak tudi drugi, je pravzaprav infantilizacija odraslih in adultizacija otrok. Mladinska književnost oziroma otroška je področje dejansko največja trgovska niša, ekonomska niša. In tukaj tisti, ki ima 5 minut časa, napiše slikanico. Tisti, ki ima 10 minut časa, jo še ilustrira. Tisti, ki ima 15 minut časa, pa še založbo ustanovi. Tisti, ki ima 20 minut časa, dobi še subvencije. Malo se hecam, 25 minut pa se še nagradi. Katastrofa na tem področju, ker ni literarne kritike. In tukaj sem vzela eno slikanico, prosim, da me razumete, da se nadideološko ukvarjam z mladinsko književnostjo. Tukaj je ena avtobiografska zgodba Darinke Kobal,
ki pripoveduje naslov je zavajajoč, Radovedni medvedek in avtorica pripoveduje, kako je en medved odgriznil deklici roko ali prst in potem na koncu pravi ona, veste, jaz sem ta deklica, vam pokažem to svojo roko. Na koncu tukaj sem vzela tipično sliko z interneta in tako naprej. Vidim, oprostite, ta drugo besedilo, doma imam Apple, pa mi je malo, no, tukaj imam s seboj, ker zaradi družinskih razlogov zelo pozorno spremljam prav študiozno besedila popevk. In tukaj bi javno kritizirala med drugimi tudi Čuke, ki imajo pesem za otroke, mi gremo pa na morje, pa kopalke in video je posnet tudi z otroci, na koncu pa pravi, lahko tudi brez kopalk gremo na morje. Pa je skupina otrok in tako naprej. Otroče ali otroška književnost. Milica Šturm ima serijo knjig, ki objavlja v reviji Ali založena družina o deklici, ki ni mogla zaspati in potem gre v fantastični svet in sreča enega kapetana na ladji v beli uniformi z našitki, z zlatimi gumbi in tako naprej. Celo serijo knjig ima, ki so dejansko infantilizirajo, podcenjujejo otroke, če lahko. Prvič niso kakovostne književna besedila, drugič računajo na nekritičnost populacije. Kot primer sem omenila o deklici, ki ni mogla zaspati, pa še pri založbi Družina, kot otroško ali mladinsko književnost, primer Anje Štefan, ki obravnava tudi zelo zahtevno tematiko, ampak spoštuje otroka, kar pa drugi avtorici ne. No, zdaj prihajamo na medijsko podobo otroka, meni se pa čas izteka, ne? Podprla sem vse tudi s fotografijami. Tukaj imamo besedilo, ki se tudi pojejo ga deklice od 8. do 10. leta. Naslov je Muca v puberteti, prosim, preberite zadnjo kitico. Mislim, to in tako naprej. Deklice nastopajo s čipkicami, v zelenih, ne vem kaj. No comment. Omenila bi še revijo Cicivan in Cicitlo, ker sem v časopisnem svetu in leta 2007, ko zamenja mladinska knjiga Lastnika, lepo vas prosim, a mi dovolite, da malo grem čez čas, zdaj ne bom zelo kritična. Na levi strani imate pogled, to je včasih je tudi priloga za starše. Tukaj pa v bistvu vidite na levi strani revija Cicitlo, ki je za otroke od 2. do 6. leta, pa Cicivan od 6. do 9. reklamira revijo Mavrica. Želite, da je vaš otrok preden, ljubljiv in tako naprej, koncept lastnika novega. Na desni strani vas opozarjam na Java igrice 245. ilustracija, reklamirajo Java igrico Porn Manager. Ista stran revija Porn Manager, Porn Manager, a vidite? Tipičnega, da ne rečem kaj, o ekshibicionista s falosno cigareto v rdečih kopalkah. In če greste na to spletno stran, jaz sem samo šla v raziskovalne namene, spodbujajo otroke, da pošiljajo svoje porno posnetke in da upravljajo svoj bordel. Potem spletna stran ima za to igrico Porn Manager, ki jih vabijo. A se vi zavedate, da je to na isti strani? Ok, gremo naprej, zdaj ne boste še bolj šokirani, recimo, da Slomška pustil za kdaj drugič, ampak mi temu rečemo v mladinski književnosti, tekst je za otroke, kontekst je za odrasle. Tukaj Slomšek tematizira autoindeks oziroma rdečo kapico, ampak na malo drugačen način. Navidezno, površinsko je tekst namenjen otroku, kontekst odrasle. Mislim, to je absolutno jasno. Potem, ali je dovoljeno, recimo, Damjana Žist je napisala knjigo že 3 leta nazaj, ko je proces potekal in dejansko se trguje s solzami otrok. Mi imamo teme, kot so otroci pred vojno, med vojno, sedaj imamo mirnodobski čas. Ali je dovoljeno trgovati z otroškimi solzami? Oprostite, zakaj sta umrla ta 2 otroka? Proces je trajal, knjigo je napisala, dokler je proces trajal, namenila pa je en del knjige za dobrodelnost in tako naprej.
Minister za vse, Karel Erjavec, je leta 2007 dal okrožnico po vseh osnovnih šolah, kako se dela v mirnodobskem stanju. Naj si vsi osnovnošolski otroci, 500 osnovnih šol, 160 000 otrok izmišljujejo ljubkovalnice za Patrije. Gremo naprej. Identitetne zgodbe odraslih. A veste, mir je, ni vojne, ni holokausta, zakaj ustvarjamo. Identitetne zgodbe odraslih kot slikanice za otroke, Tomažnice, tudi piše Madonna, piše Obama, Arnold Schwarzenegger, se pravi, vsi pišejo, ampak predvsem pa prodaja. Podobe otrok v medijih, otrokovo pokojninsko zavarovanje. V književnosti temu rečemo oksimoron. Duhovit nesmisel, ampak ta nesmisel ni duhovit. Potem tukaj imamo reklamo za paštete, Rio Mare, ali se paštetka v zmenoj, ki jo 10-letna deklica govori, vemo, da je bil to slogan v bordelih. Gremo naprej. Podobe otrok, otroštva, mladosti, recimo pravljica o pepelki, ki glorificira, eufemizira majhno stopalo in ževlje. V resnici je to še, to je na Kitajskem še danes delajo, podobe otrok v medijih, tukaj reklamirajo žago, tukaj, ker so otroški prsti, reklamirajo žago. Halo? A lahko pogledate, se vas zdi to duhovito? Priče smo seksualizacije podoba otrok in otroštva, sistemsko nasilje nad otroci. Veste kaj, na laž sem rekla nad ideološko obravnavam. Ali je dovoljeno visualije, stranične školke, bideje imenovati Sveta Marija? So iz katalogov, zbiram reklame, ki so povezavi s pravljicami, z otroci in ženskami. Zdaj prihajam na zaključni del in tukaj boste šokirani. Sistemsko nasilje nad otroci od Cankarjevega priznanja, ki je bilo tekmovanja lansko leto, Andrej Makuc je obravnaval tematiko, zaradi katere so bili obsojeni 4 mladoletni otroci in tako naprej. Zdaj pa najboljša stvar. Na eni strani imamo senzibilizacijo glede podob otroka in otroštva v slovenski kulturi, na drugi strani absolutno desenzibilizacijo. Prva, na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve imamo pač proti spolnemu nasilju in tako naprej. Ta isto ministrstvo, oziroma ministrstvo, to vsakič javno povem, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in tako naprej, šport, prejšnje Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, financirajo preko učnih načrtov literarnih delavnic za otroke pravnomočno obsojenega pedofila in to je Vitan Mal. Že leta 2000 je bil pravnomočno obsojen, ponovno poteka zoper njega kazenski pregon. Tukaj je pa samo objava, zakaj je bil obsojen leta 2000. Mogoče pogledajte samo drugo kolono, prvi odstavek in to je tudi tematika njegovega književnega besedila Žigana, ki je šlo leta 2003 kot odlično vroče branje za otroke. Skratka, priča, to verjetno veste. Okay. Zaključujem. Smo v času, v katerem pravzaprav poteka adultizacija otrok in infantilizacija odraslih. Binašna Bežmavec temu reče, ona tako pojmuje, odrasti pomeni umreti in da smo odrasli mojstri za ustvarjanje težav. Zdaj pa presodite, katera država na svetu otrokom pošilja pravnomočno obsojenega pedofila, ga prek JAK, Društva slovenskih pisateljev, tudi Ministrstvo za kulturo in bivšega ali zdajšnjega financirama 500 delavnic za otroke, do 200 evrov ostane delavnica. Ampak jaz bom vseeno zaključila pozitivno. Ti so pomeni, da gre za tisočletje otroka in otroštva, ki se postopoma razvija od brižinskih spomenikov, ki so bili samo odrasli, postopoma je deček prihajal, sin, sinki, potem postopoma pa deklice. In Jung v svoji knjigi pravi, da je pravzaprav podoba otroka izraža portret družbe. Posebno menim, da so otroci seizmografi družbe in da je zgodovina otroštva, zgodovina družbenih protestov. S tem bi pa zaključili. Jaz se zahvaljujem za ta zelo zaokrožen
možen prikaz